Treba ga je posneti. Samečko. A greš noter? Spoštovani gostje, predsedniki in predsednice sodišč, vrhovne sodnice, vrhovni sodniki, predstavniki medijev. Mi je v posebno zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim že prvi dan po imenovanju v Državnem zboru na to pomembno funkcijo in ob tako pomembnem dnevu, kot je otvoritev sodnega leta. Gre pač za dogodek, kjer se ozremo na naše preteklo delo v preteklem letu in pogledamo naprej, kakšni so naši cilji. Ta pogled nazaj upam, da bo dovolj samokritičen, po drugi strani pa tudi realen, ker je to lahko dobra osnova za usmeritev v naše nadaljnje delo. Tudi v mojem programu sem sledil pravzaprav tej logiki, da je potrebno pogledati nazaj, videti dosežke, a prepoznati tudi slabosti. Naša naloga je namreč, da slabosti odpravljamo, se z njimi spopadamo, po drugi strani pa, da nadgradimo tisto, kar je dobrega v našem delu in dobri rezultati so vidni. Tako da imamo kaj za pokazati
kar mislim, da bo tudi kasneje v predstavitvi bilo izraženo. Pri teh naših pozitivnih dosežkih se seveda moram zahvaliti vsem relevantnim činiteljem za dosego teh rezultatov. V prvi vrsti sodnikom samim, ki so tisti, ki so nosilci sodne oblasti, po drugi strani pa tudi predsednikom sodišč, vsemu vodstvenemu kadru in tudi vodstvo Vrhovnega sodišča, ki je v zadnjem obdobju vodilo to sodišče, bivšemu predsedniku Branku Masleši in še aktualni podpredsednici Nini Beteto za njuno uspešno delo. Vem, da je ta pogled naprej lahko tudi preveč ambiciozen, vendar se moramo znati spopadati tudi s težavami, ki nas čakajo in pri tem slediti svojemu poklicu, ki je v tem, da izvršujemo kvalitetno, nepristransko in učinkovito sodno funkcijo. Pri tem bi želel izpostaviti še morda mojo osebno željo, da bi se v bodočih izvedbah tega dogodka, otvoritve sodnega leta, aktivneje udeležili tudi drugi pomembni dejavniki, ki vplivajo na naše delo, torej mislim tukaj predvsem na izvršno oblast, zakonodajno oblast, sodni svet, Vrhovno državno tožilstvo, odvetniško zbornico, ker se mi zdi, da bi ta njihov dodaten pogled na naše delo lahko z drugega zornega kota osvetljiv, kje so naše šibkosti, a tudi naše dobre strani. Ta pogled od zunaj bi gotovo omogočil, da je tudi naš notranji pogled jasnejši in da se zato lažje orientiramo, kam in kako naprej. Hvala za vašo udeležbo, da ste me sedaj poslušali in predajam besedo naprej gospodu Jaši Vrabcu, vodji službe za razvoj sodne uprave. Nastopila bo podpredsednica Vrhovnega sodišča magistrica Nina Beteto, prosim. Spoštovani gostje, spoštovane vrhovne sodnice in sodniki, spoštovani predsednice in predsedniki sodišč, spoštovani kolegice in kolegi. Naj začnem s tem, da se mi je z izvolitvijo novega predsednika Vrhovnega sodišča izpolnila, nekateri se boste tega še spomnili, ena od mojih božičnih želja. In ne morem si kaj, da ne bi ponovila besed nekdanjega predsednika, kolega Testena, ki je potem, ko je že zaključil svoj predsedniški mandat, ko je začel začetek svojega dela komentiral z besedami, da ko se je poročil, ni vedel, kaj ga čaka, ko pa je začel svoj predsedniški mandat, je to vedel še toliko manj. Moja naloga danes je, želela bi vam nekaj povedati o priložnostih, izzivih letošnjega leta, ki nas čakajo, pa morda tudi o tveganjih, s katerimi se bomo morali soočiti. Z otvoritvijo sodnega leta slovensko sodstvo na kratko predstavi stanje v sodstvu v preteklem letu in zlasti določi cilje v tekočem letu. Prizadevanje za doseganje strateškega cilja, poštenega in učinkovitega postopka mora biti usmerjeno. Zato Vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v državi ob otvoritvi določi ključne prioritete pri upravljanju s sodnimi postopki ter ukrepe za njihovo izvajanje. Ukrepi sodne uprave seveda niso sami sebi namen. Namenjeni so vsi po vrsti podpori sojenja. Temelj sodne oblasti mora biti namreč vedno sodnik in njegova odločitev. Katere so torej prioritetna področja v letošnjem letu?
Kasneje jih bo nekoliko podrobneje predstavil gospod Jaša Vrabec, jaz pa samo sumarno. Slovensko sodstvo je v preteklih 20 letih večino svojih ukrepov za doseganje ustavno določenih nalog usmerjalo v odločanje v razumnem času, tako da se je število nerešenih zadev občutno zmanjšalo. Krajši čas reševanja zadev, postopno poenotenje sodne prakse in uporaba informatiziranih postopkov so privedli do upada števila prejetih zadev, do izboljšanja plačilne discipline in do sprememb v poslovni kulturi med subjekti na trgu. Na prvo mesto zato zdaj, enako kot v preteklem letu, postavljamo izboljšanje kakovosti. Učinkovito sodstvo ni sinonim kakovostnega sodstva. Na mednarodni ravni obstajajo različni poskusi opredelitve merjenja kakovosti, v okviru katerih so nastala nekatera praktična orodja, ki lahko služijo kot vodila pri zagotavljanju kakovosti sodstva. Delovna skupina za kakovost pri Komisiji Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja, SEPEŠ, je pripravila več smernic in priporočil. Na primer s področja prenosa dobrih praks, merjenja kakovosti sodstva, izvedbe anket o zadovoljstvu uporabnikov, organizacije in dostopnosti sodnih prostorov, vloge izvedencev v sodnih postopkih ter oblikovanja mreže sodišč. V okviru prioritetnih področij izboljšanja kakovosti je v otvoritvi sodnega leta 2017 predvidenih ali pa se že izvaja vrsta ukrepov navdahnjenih s tujimi izkušnjami in dobrimi praksami ter namenjenih boljšemu delu sodnika, dvigu kakovosti celotnega sodnega postopka in vzpostavitvi okolja, v katerem bi bile stranke informirane glede postopkov pravnega varstva v najširšem pomenu. Nadaljuje se za ukrepi za krepitev notranje povezanosti sodstva in zaupanja javnosti v sodstvo. Prvič je v tako širokem obsegu kot prioriteta določeno kazenskopravno področje, saj kljub ugodnemu gibanju na tem področju kot celoti prihaja do težav v okviru specializiranega kazenskega sodstva, tako z vidika obremenitve sodišč in sodnikov, kot z vidika časovno ustrezne dinamike reševanja zadev. Kakovostno delovanje sodstva lahko temelji le na predvidljivem in stabilnem pravnem okolju. Kot relativno tog družbeni podsistem je še posebej izpostavljeno notranjim in zunanjim tveganjem. Seznam zunanjih tveganj v letošnjem letu, ki lahko ogrozijo uresničitev zastavljenih ciljev, je dolg. Od normativnega okolja, v katerem deluje sodstvo, vprašanja zasedbe sodniških mest oziroma izvolitev v sodniško funkcijo, do razhajanja v prioritetah med sodstvom in izvršilno vejo oblasti, če jih naštejem le nekaj. Ne nazadnje, številne aktivnosti, predvidene v otvoritvi sodnega leta 2017, se navezujejo na izobraževanje, brez katerega ne more biti nestrokovnega in s tem neodvisnega sodnika. Zato mora sodstvo imeti možnost vpliva na vsebino izobraževanja. Stopnjo nekaterih med naštetimi tveganji ocenjujem kot znatno. Znotraj prioritetnega področja izboljšanja kakovosti sodstva pomembno mesto zavzemajo aktivnosti za poenotenje sodne prakse. Te zadevajo samo bistvo sojenja, to je enakost pred zakonom. Vrhovno sodišče je v letu 2016 odločalo o številnih vprašanjih pomembnih za razvoj prava. Poenotilo je na primer stališče že dlje časa sporno tako v teoriji kot sodni praksi glede oblikovanja tožbenega zahtevka, kadar kupec le z ugovorom, ne pa za nasprotno tožbo, uveljavlja znižanje plačila zaradi napak kupljene stvari. V konkretni zadevi je tožnik, prodajalec, ki je zahteval plačilo kupnine, vztrajal pri tem, da bi kupec moral znižanje plačila uveljavljati za nasprotno oblikovalno tožbo. Vrhovno sodišče je sprejelo stališče, da se kupec kot toženec lahko zoper prodajalčev zahtevek za plačilo kupnine vedno brani
z ugovorom in da nasprotna tožba ni potrebna. Naprej. Vrhovno sodišče se je opredelilo do dolžine zastaralnega roka, kadar gospodarska družba uveljavlja odškodninsko odgovornost nekdanjih članov uprave zaradi sklenitve škodljive pogodbe in ki znaša 5 let, ker gre za poslovno odškodninsko terjatev. V kazenski zadevi je pritrdilno odgovorilo na vprašanje, ali je za uresničitev zakonskih znakov kaznivega dejanja pranja denarja treba, da storilec predhodno kaznivo dejanje dokonča. Povedano drugače, ali je kaznivo dejanje pranja denarja možno izvršiti tudi med izvrševanjem predhodnega kaznivega dejanja. V prekrškovni zadevi se je ukvarjalo z razlago pojma javne volilne propagande in sprejelo stališče, da je za pojem propagande konstitutivnega pomena, da gre za vplivanje ali poskus vplivanja na določen krog ali čim večjo skupino ljudi, pri čemer pojem propagande vključuje tudi načrtno oziroma sistematično ravnanje. Vsaka izjava o trenutnih družbenih oziroma lokalnih razmerjah, četudi kritična, še ni propaganda v volilne namene. V upravni stvari je odločalo o razmerju med otroki in njihovimi starimi starši ter po opravljeni pritožbeni obravnavi presodilo, da je tudi to razmerje pravno varovano po 3. odstavku 53. člena Ustave ter 8. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Vendar pa je to razmerje drugačno kot razmerje med starši in otroki ter uživa manjšo stopnjo pravnega varstva. Prav tako v pravni stvari je odločalo, ali Evropska centralna banka uživa upravno varstvo v zvezi z odredbama preiskovalnega sodnika in s tem povezano izvedbo preiskovalnih dejanj na Banki Slovenije in na to vprašanje odgovorilo nikalno. Če bi namreč upravno sodišče sprejelo odločanje, bi to pomenilo vzpostavitev upravnega spora kot vzporednega sistema nadzora nad zakonitostjo odločitev drugih sodišč mimo tistega, ki je s pravnimi sredstvi zagotovljen v konkretnem sodnem postopku. Vrhovno sodišče je odločalo tudi v množičnih zadevah, v katerih kot toženka še vedno praviloma nastopa država in ki so pomembne že zato, ker njihov izid zadeva veliko število ljudi. Tako je prvič po vsebini odločalo o tem, ali mora delavec v javnem sektorju, ki mu je bila plača določena v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, delodajalcu to plačo vrniti. Izreklo je, da zakon javnemu uslužbencu neposredno ne nalaga vrnitve preveč izplačane plače in da se za vračilo preveč izplačanih zneskov plač uporabljajo splošne določbe civilnega prava, ki pa jih je treba uporabiti in razlagati v skladu s splošnimi načeli in posebnimi pravili delovnega prava. Zlasti je treba upoštevati tudi položaj delodajalca in delavca. V prvi vrsti je namreč delodajalec tisti, ki je odgovoren za zakonitost in skladnost pogodbe o zaposlitvi z drugimi akti. Vrhovno sodišče je imelo zadnjo besedo tudi pri celi vrsti zadev, pri katerih na prvih pogled ni šlo za pomembna pravna vprašanja per se, vendar pa so imela stališča sodišča daljnosežne posledice za posameznike, ki so bili v sporih udeleženi kot stranke. Na primer, da je treba naslovniku, kadar se sodna pisanja vročajo s fikcijo, omogočiti, da dokaže, da vročitev ni bila pravilna, ker je stanovanje, kjer je bila vročitev opravljena, opustil. Ali da če se v stanovanju na več mestih pojavljajo vlažni madeži in plesen, gre za napako, ki znatno ovira normalno uporabo stanovanja, kar pomeni, da lahko kupec na podlagi zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb odstopi od prodajne pogodbe. Za usklajenost sodne prakse je bistveno, da Vrhovno sodišče tudi dejansko prevzame vlogo zagotavljanja enotnosti sodne prakse, ki jo ima po zakonu in okrepi svojo vlogo precedenčnega sodišča. Hkrati pa se okrepi pomen sodišč nižjih stopenj tako, da se odločanje v individualni stvari zaključi na pritožbeni stopnji. Te svoje naloge Vrhovno sodišče ne more uresničiti, če mu postopkovni normativni okvir tega ne dopušča.
ker mu nalaga, da odloča v množici zadev, ne da bi upoštevalo kriterij objektivnega pomena zadeve. Na ta način se ustvarja nepregledna sodna praksa, ki je do potankosti ne more poznati niti samo Vrhovno sodišče. Kako lahko zaupamo najvišjemu sodišču v državi, kako odloča, če mu ne zaupamo izbire, v katerih zadevah naj odloča. Zgrešena je zato premisa, na kateri temelji predlog sprememb zakona o kazenskem postopku, da več pravnih sredstev pomeni večjo pravno varnost. Če se bitka začne šele na najvišjem sodišču v državi, vse prej pa je ogrevanje, pristanemo na koncept kasacijskega ali celo apelacijskega sodišča in odločanje ne glede na merilo objektivnega pomena zadeve. Kljub opozorilom o premalo pretehtanih zakonskih spremembah se bo moralo letos sodstvo spopasti za množico novo pripadlih zadev. Njihovo število se ocenjuje na 80 tisoč, ki so posledica nove ureditve v zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki predvideva prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v sodni depozit. Gre za nepotrebno obremenjevanje sodstva z novo pristojnostjo, ki ne pomeni sojenja v pravem pomenu besede. Še naprej zasledujemo cilj postopnega zmanjševanja števila sodnikov. Vsak razpis za novo sodniško mesto je skrbno pretehtan. Razpisov za vsak primer ali na zalogo že dolgo ni več. Zato ureditev izbire in imenovanja sodnikov za volitvami v državnem zboru pomeni določeno tveganje za delovanje sodstva kot celote. Naj spomnim, da tudi GRECO v zadnjem poročilu o izvajanju priporočil Sloveniji v 4. ocenjevalnem krogu preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih obžaluje, da Slovenija ni resneje proučila možnosti o reviziji postopka za imenovanje vrhovnih sodnikov tako, da se zmanjša možnost za politično vplivanje. Občna seja Vrhovnega sodišča je že pred časom dala pobudo za črtanje 3. odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi. Postavljen je bil tudi predlog sodnega sveta v tej smeri, ki ga v celoti podpiram. No, in v veselje pa mi je, da tudi zadnja prizadevanja očitno ministra za pravosodje grejo v tej smeri. Če se v zadnjem delu dotaknem še nekoliko tega odnosa med sodstvom in izvršilno vejo oblasti. Napetosti med sodstvom in izvršilno vejo oblasti niso nujno grožnja sodstvu ali njegovi neodvisnosti. Po mojem je to bolj znak, da sodstvo opravlja svojo ustavno nalogo. Za izboljšanje delovanja vsake veje oblasti pa ste vendarle ključna dialog v duhu vzajemnega spoštovanja in sodelovanje. Moram povedati, da dialog z Ministrstvom za pravosodje vsekakor poteka. Kljub dobrodošli in stalni izmenjavi mnenj med ministrstvom in sodstvom pa so stališča pogosto različna. Nemalokrat ostaja grenak priokus, da sodstvo v dialogu praviloma ni enakovreden sogovornik in da je njegov skrajni domet, da skuša včasih bolj, včasih manj uspešno omejiti škodo. To se je znova pokazalo ob nedavnem sprejetju sodnega reda, v zvezi s katerim se je, ne glede na to, da gre le za podzakonski akt, odprlo tudi temeljno vprašanje, kje so meje transparentnega, odprtega delovanja sodstva oziroma kje se začne nadzor nad delom konkretnega sodnika in s tem poseg v njegovo individualno neodvisnost. Osebno sicer ne dvomim v ustavno skladnost določb o zagotavljanju javnosti dela sodišč v sodnem redu, menim pa, da ni vedno vse, kar je ustavno, tudi modro. Želela bi, da bi bilo več poudarka na drugih, po naši oceni mnogo bolj perečih vprašanjih v tem trenutku, na primer kakovosti izvedenskega dela v sodnih postopkih in vlogi ministrstva v zvezi s tem. Naj zaključim. Zamislijo, da prenagljene rešitve v sodniške vrste vnašajo nepotreben nemir in nas odvračajo od tistega, kar je naše poslanstvo, nepristransko, neodvisno sojenje brez nepotrebnega odlašanja. Hvala.
Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Dovolite, da vam predstavim nekaj podatkov o delovanju sodišča, predtem pa bi poudaril misel, ki je bila že izrečena, da osnovna naloga sodne uprave je podpora neodvisnemu in nepristranskemu sojenju, ki je osnovna dejavnost sodišč. Najprej vam bi prikazal nekaj podatkov o reševanju. Tudi v preteklem letu so sodišča rešila več zadev, kot so jih prejela. Kazalnik reševanja pripada je bil večji od 100% in povprečni čas reševanja se je skrajševal. Eno pojasnilo, povprečni čas reševanja, pričakovani čas rešitve, tu gre za dve zelo različni kategoriji, ki se lahko različno razlagata. Rumena črta prikazuje pričakovani čas rešitve, to je za zadeve, ki danes pride na sodišče, kako se pričakuje, koliko dolgo bodo trajale in je izračunan na podlagi formule. Po drugi strani gre pri dejanskem času za zadeve, ki so se zaključile in so dejansko trajale toliko časa. Tako da te dve kategoriji nista povsem enaki in ju ne smemo zamenjevati. Skratka, vse zadeve so trajale manj kot pretekla leta, čas reševanja se skrajšuje. Prejetih je bilo nekaj več kot 900 tisoč zadev, rešenih je bilo skoraj 950 tisoč in nerešenih ob koncu leta je 183 tisoč zadev. Skupno so slovenska sodišča imela v letu 2016 v delu 1 133 tisoč zadev, število nerešenih zadev pa je padlo v primerjavi s preteklim letom za skoraj 20%, v zgolj 4 letih se je pa to število prepolovilo. Poudariti je potrebno, da skrajševanje časa reševanja zadev ne more iti v nedogled, ker pretirano skrajševanje časa gre lahko na račun strank in kakovosti sodnega odločanja. Če govorimo o pomembnejših zadevah, se tudi tu čas reševanja skrajšuje. Lansko leto je bil 7,8 meseca oziroma pričakovani čas 7,7 meseca. Pada pa tudi pripad, to je očitno. Po prepričanju Vrhovnega sodišča gre to pripisati zavedanju, da sodišča rešujejo zadeve hitreje in bolj učinkovito, večji usklajenosti sodne prakse in manjšemu vlaganju zahtevkov iz špekulativnih razlogov. Res pa je, da je manj rešenih zadev tudi zato, ker je manjše število sodnikov. Pri ostalih zadevah so časi še krajši, tu gre velikokrat za zadeve, ki so rešene s pomočjo informacijskih tehnologij in zato je tudi ta čas 1,4 meseca, čeprav mogoče nekoliko nerealen, povsem realen. 3 mesece je povprečje zadev v lanskem letu ostalih zadev. To gre predvsem za izvršilne zadeve, prišlo je do velikega padca tudi zaradi zakonodajne spremembe in odčrtanja zadev oziroma kdaj se izvršilna zadeva šteje za zaključeno. Pomembna kategorija, ki jo sledimo, je starost nerešenih zadev. Kot vidite z tega grafa se število nerešenih zadev rapidno zmanjšuje. Pomembno pa je, koliko so stare zadeve, ki ostajajo nerešene. Zadeve, ki so najstarejše, se pravi tiste nad 10 let, so v enem letu upadle za 16%, med 5 in 10 leti za 24% in od 3 do 5 let za 13%. V 4 letih se je število najstarejših zadev, se pravi tistih starih nad 10 let, prepolovilo. Določeno število starih zadev pa bo vedno ostalo, ker obstajajo določeni objektivni razlogi, zaradi katerih sodišča teh zadev ne morejo rešiti. Tu je zelo pomembna informatizacija in poročila, ki jih sodišča in predsedniki sodišč dobivajo. Tako dobijo vsak mesec 20 najstarejših zadev za vsako pravno področje od kazenskega, civilnega in tako naprej in lahko aktivno spremljajo reševanje zadev na sodiščih. Pomemben podatek je število sodnikov. Število sodnikov se znižuje od leta 2007, ko je bilo 1095 sodnikov, trenutno jih je že manj kot 900. Cilj v dokumentu Evropa 2020 je 42 sodnikov na 100 tisoč prebivalcev, kar bi pomenilo, da bi v prihodnih 3 letih še nekoliko znižali število sodnikov približno za 30. Hkrati je zaželena čim večja podpora sodnega osebja. Tu se je številka nekje ustalila na 3200. Potrebno je poudariti, da v zadnjih 3 letih dejanska prisotnost upada. Opremljenost, da tako rečem, sodnika s strokovnimi sodelavci in ostalim osebjem se na račun zmanjševanja števila sodnikov povečuje. Cilj je
4,3 zaposlenega do leta 2020, kar bi pomenilo nekje še 200 do 300 zaposlenih več ob zmanjševanju števila sodnikov. Zelo pomembno je ponovno izpostaviti problem generacijske vrzeli. Z zmanjševanjem števila sodnikov se namreč nujno spreminja starostna struktura. V lanskem letu je bilo 23 razpisanih sodniških mest, prijave so zelo številne, 273 prijav je bilo, na novo pa je bilo izvoljenih le 6 sodnikov. Kot sami vidite, je starostna struktura sodnikov od 30 do 40 let zelo podhranjena. Nevarnost je, da bi v naslednjih letih se število sodnikov starih med 30 in 40 let še pomanjšalo, medtem ko se bo število starejših sodnikov povečalo, predvsem število sodnikov med 60 in 70 letom. Pomembna je generacijska kontinuiteta, kar ti gre za prenos znanj in veščin vodenja in upravljanja. To področje, ta problematika je že upoštevana pri razpisih Vrhovnega sodišča z željo, da bi se srednjeročno uravnotežilo to stanje. Preden nekoliko podrobneje predstavim prioritete iz leta 2017, dve kategoriji prioritet iz lanskega leta se umikata v redno poslovanje. Tu gre za merjenje zadovoljstva uporabnikov, o tem mogoče zgolj en stavek. Tudi v lanskem letu se je izkazalo, da medtem ko splošna javnost slabše vidi delovanje sodstva, so udeleženci postopkov, strokovna javnost in zaposleni na sodiščih bolj zadovoljni z delom sodišč. Po drugi strani se med redno poslovanje umikajo tudi časovni standardi, ki so bili lani drugič določeni. Časovni standardi določajo pričakovani čas opravljanja tipičnih procesnih dejanj in reševanja zadev. Potrebno je poudariti, da gre za upravljavsko orodje, gre za merilo učinkovitosti poslovanja sodišč, nikakor pa niso primerni za ocenjevanje časa reševanja posamezne zadeve ali dela posameznega sodnika. So pa pomembni kot okvirna informacija o hitrosti reševanja zadev, kajti s tem povečujejo pravno varnost, predvidljivost in transparentnost poslovanja sodstva. Prioritete v letu 2017 sledijo usmeritvam, ki so se oblikovali v preteklih letih. Omejene so na obvladljivo število in njihov končni cilj je celovita in dolgoročna obravnava področja kakovosti dela sodnikov in sodišč. Pri ukrepih, ki jih bom predstavil, gre za nadgradnjo že izvedenih ukrepov. V preteklem letu je namreč tedanji predsednik Vrhovnega sodišča ustanovil delovno skupino za izboljšanje kakovosti sodstva. Člani te skupine so predstavniki sodišč vseh stopenj, predstavnik Sodnega sveta in Ministrstva za pravosodje in vsako področje, vsaka prioriteta ima na to svoje projektne skupine v skladu s projektnim vodenjem. Če začnem s sodnikom, projektna skupina Sodnik je v lanskem letu opravila razgovore z novimi sodniki in tu se je pokazalo, da je zelo pomembno in potrebno novim sodnikom omogočiti olajšan vstop v njihovo delo. Zato je bilo v lanskem letu usposobljenih 107 izkušenih sodnikov prve in druge stopnje, ki bodo mentori novim sodnikom in sodnikom, ki menjajo pravno področje. To je potrebno in pomembno zaradi prenosa znanj in dobrih praks, ker iz vseh pogovorov smo gotovili, da novi sodniki kljub mogoče bogatemu teoretičnemu znanju nimajo praktičnega znanja, kako delovati oziroma teh veščin, ki jih lahko nanje prenesejo starejši sodniki. Drugi ukrep na tem prioritetnem področju so sodne odločbe. Predvideno je pisanje vodičev za kakovostno in strukturno poenoteno pisanje sodnih odločb in izvajanje intenzivnih interaktivnih delavnic. Tretje področje so tako imenovane sodniške veščine. Tudi tu so predvidene delavnice sodniških znanj in veščin, med drugim o soočanju s stresnimi situacijami, gre pa za izmenjavo praktičnih izkušenj. Veseli smo, da je bilo tudi v lanskem letu usposobljenih 28 izkušenih sodnikov za vodenje teh delavnic, kar 180 sodnikov pa je pokazalo interes za sodelovanje v delavnicah, kar ponovno kaže na potrebo po komunikaciji in prenosu znanj. Na področju izboljšanja postopka je poseben poudarek na sodnem osebju. Cilj tega ukrepa je dvig kakovosti celotnega sodnega postopka, upoštevaje storitve sodnega osebja od prvega procesnega dejanja do končne odločbe. V vrste sodnega osebja namreč v Sloveniji vstopajo poklicni profili, ki nimajo osnovnih pravnih znanj, za razliko od tujih pravnih sistemov, gre za priučevanje znanj in ni institucionaliziranega usposabljanja.
Tak položaj predstavlja tveganje, ker ne prihaja vedno do poenotenega dela osebja in tu je nevarnost prenosa slabih praks. Cilj je zato sistematično usposabljanje novo zaposlenih. Projektna skupina tega področja, ki je sestavljena iz sodnega osebja, direktorjev in sodnikov, je že pripravila kurikulum znanj sodnega osebja in za njih je predvideno spletno usposabljanje, kakor tudi seminarji. Poudarjeno je že bilo, da je usklajevanje sodne prakse eno izmed temeljnih poslanstev Vrhovnega sodišča. Cilj tega ukrepa je dvig kakovosti in večja pravna varnost oziroma predvidljivost, torej jasna, usklajena in ustaljena sodna praksa. Po eni strani govorimo o horizontalni usklajenosti, tu je pomemben strokovni kolegi za enotnost sodne prakse na Vrhovnem sodišču in pa podobni organi znotraj posameznih sodišč. Pomembna je pa tudi vertikalna usklajenost. V organizaciji evidenčnega oddelka Vrhovnega sodišča potekajo posveti sodnikov različnih stopenj, delavnice in predavanja v okviru sodniških šol. Zelo pomembno je tudi področje objavljanja sodnih odločb in strokovne obdelave teh odločb, kajti javna objava je osnovni dejavnik usklajevanja sodne prakse. Ponovno evidenčni oddelek sodeluje tu s tem, da spremlja odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice in sodišča Evropske unije in pripravlja prevode povzetkov odločb. Poseben izziv za sodstvo v tem okviru predstavljajo spremembe sodnega reda glede prvostopnih odločb. Glede postopkovne pravičnosti, Vrhovno sodišče in sodstvo se bo osredotočilo na boljše informiranje strank glede pravnega varstva, glede časovnega vidika, stroškovnega vidika in delovanja sodišč, kajti boljše poznavanje dela vodi v večje razumevanje odločitev, večje razumevanje vodi v večje zaupanje in v končni fazi v boljši ugled sodstva v javnosti. Tu bi poudaril, da je Vrhovno sodišče kot eno redkih sodišč v evropskem prostoru vključeno v evropski projekt francoskega pravosodnega ministrstva. Gre za zbiranje dobrih praks v Evropski uniji glede informiranosti strank pred, med in po postopku in te izkušnje bomo prenesli tudi v lastno delo. Nadaljna prioriteta je krepitev notranje povezanosti in zaupanja javnosti v sodstvo, tako zunanje kot notranje javnosti. Na Vrhovnem sodišču je bil sprejet protokol glede posredovanja informacij. Želja je pravočasnejše proaktivno informiranje javnosti o odločanju v konkretnih zadevah. Predvidene pa so tudi usposabljanje sodnikov glede komuniciranja in glede sprememb sodnega reda v povezavi s prisotnostjo medijev na glavnih obravnavah. Pripravljeni so pa tudi scenariji za izvajanje simulacij sodnih postopkov po prvostopenjskih sodiščih po celi državi za vrtce, šole in študente, spet v smislu boljšega poznavanja dela in razumevanja delovanja sodstva. Kot je že podpredsednica omenila, na novo je predvidena prioriteta kazenskih zadev. V preteklih letih so namreč sodišča temeljito prenovila svoje poslovne procese. Na kazenskem področju nova orodja so omogočila hitrejše reševanje zadev in znižanje števila nerešenih zadev, vendar je kljub uspehom težava specializiranih oddelkov z obremenitvijo sodnikov in trajanjem sodnih postopkov. Izkazalo se je, da je prisotna potreba po tem, da se kazensko pravno področje ponovno opredeli kot prioritetno. Namen tega je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti kazenskega postopka z vzpostavitvijo organizacijskega okolja, ki bo zagotovilo pošten, ažuren, koncentriran in časovno ter stroškovno predvidljiv potek sojenja z dosledno izrabo mehanizmov zakona o kazenskem postopku. Cilji tega prioritetnega področja so poenotenje poslovnih procesov, učinkovito zagotavljanje navzočnosti vseh udeležencev postopka, izboljšanje znanja sodniških veščin in veščin sodnega osebja ter izboljšanje kakovosti sodne odločbe. Kot vidite, se ti prioritetni ukrepi prepletajo, skupen cilj je izboljšanje kakovosti delovanja sodstva. Naj zaključim z mislijo, da je spremljanje izvajanja ukrepov na prioritetnih področjih nujno za Vrhovno sodišče, to bo tudi storilo. Potrudilo se bo zagotavljati pogoje za izvajanje ukrepov in spodbujalo sodnike in sodno osebje k izvrševanju teh ukrepov. Tu je nujna aktivna vloga predsednikov sodišč in vseh zaposlenih. Po drugi strani pa je aktivno sodelovanje vseh deležnikov pri zagotavljanju pogojev za kakovostno izvrševanje sodne oblasti tudi nujno. Pravna država je namreč skupen projekt vseh vej oblasti, posebej zaželjena je usklajenost reform in njihovega izvajanja. S tem zaključujem sam dogodek otvoritev sodnega leta, zahvaljujem se vam za udeležbo,
Upam in verjamem, da bodo ukrepi, ki smo jih določili, plodni. Vabim vas na kratek pregrizek zunaj. Za novinarje pa še informacija, da bo čez 15 minut nov predsednik Vrhovnega sodišča na voljo za vprašanje oziroma bo imel kratek nagovor, ko se vrnete nazaj v dvorano. Srečno. Po telefonu. Še malo masleša, a veš? Tega predsednika ne priznavamo, sodi naj vam in vašim imenovanje nelegitimno. Kaj pravite? Ja, glejte, sodni svet je oba kandidata podprl, ne, tako da zdaj, kar se očitkov tiče, seveda težko komentiramo, ne. Vemo, da obstaja svoboda izražanja, tudi poslanci jo imajo in pravzaprav tukaj vse pravim, no, da mislimo, no, pa predvsem, da je treba konstruktivno gledati, ne, tudi kakšne pretekle zamere. Seveda, ne, takšna reakcija namreč verjetno rezultat nekih preteklih dogodkov, ki jih vsi poznamo, ampak predvsem je treba gledati konstruktivno naprej. Jasno, za dobrobit države. Posebej so bile pa seveda tudi zanimive besede samega ministra, ki je nekako napovedal, ne, bi rekel, nekako umik, ne, tega volitev samih sodnikov iz Državnega zbora. Hvala lepa. Kratko, ja. Ja, super. Ne, se to je pač bilo treba komentirati. Ja, to je besede, vsi vemo, da je tukaj ena zamera, taka stara, osebna in to zdaj ja, mislim, da bi lahko malo jaz se pač včeraj nisem tega početi, mi smo imeli enega
Prvič, zakaj kljub temu dejstvu, da je dokaz na dlani traja leto, 2, 3, da se zadeva sprocesira do konca? Kot prvo točko bi poudarila, da je vsak primer, čeprav se vam mogoče kot laični javnosti zdi, da je kristalno jasen, je treba detaljno proučiti. In nikjer ni nobenih vnaprej jasnih dejstev, vsa dejstva morajo biti dokazana z dokazi. In kot veste, je dokazni standard v Republiki Sloveniji zelo visok. To zahtevajo pač odločbe Ustavnega sodišča, ki so že izdane, in seveda tudi naša kazenska zakonodaja, če govorimo samo o tem kazenskem delu. A bi rekla tukaj, da ima obramba na nek način več streljiva v roki z možnostjo zavlačevanja in izločanja izvedencev, kakor pa tožilstvo? Rekla bi, da je kazenski postopek šel v malce preveč razsežno smer, tisti, ki je morda dal preveč možnosti ali pa preveč orodja za zavlačevanje postopka. Vendar dejstvo je, da smo sodniki tisti, ki moramo v okviru možnosti vendarle poskrbeti za to, da so orodja strank enakopravna. In nujno je, da seveda obe stranki v postopku, torej tako tožilstvo kot tudi obdolženec oziroma obtoženec, imata možnost, da seveda upravičeno uveljavita morebitne zadržke, ki so tudi glede prič ali glede izvedencev, ampak seveda je takšne zadeve potrebno argumentirati. Nič ni na pamet, nič se ne more naprej predvideti, ampak je potrebno vsako zadevo pretehtati. Potem 14 mesecev od recimo zločina v primeru morilca matere koroških dečkov ali pa 9 mesecev od primere jeseniške deklice, pa 15 mesecev sodbe Sorice Škrbič, vse to je normalen rok, bomo rekli, nič posebnega. Javnost bo rekla, kako to, da ni možno vse skupaj sprocesirati v nekaj mesecih. No, to je zelo zapleteno vprašanje, zlasti za slovenske razmere, ampak lahko vam zatrdim, da so, čeprav se na prvi pogled zdi, da so roki dolgi, pa vendarle bistveno hitrejši, kot se je to dogajalo še 2-3 leta nazaj. Tako da tukaj so slovenska sodišča naredila ogromen korak naprej. Res pa je, čim izvedence vključimo v delo sodišč, to pomeni znatno podaljšanje časa obravnavanja in navadno se ne konča, saj pri zahtevnejših primerih samo pri enem izvedencu in seveda vsak izvedenec potrebuje za to spis, zadevo in nekaj časa, da delo strokovno opravi. Če je tako kot v tem primeru, da se pač izvedence išče v tujini, potem je ta čas še toliko daljši. V takem primeru lahko vam povem ali pa ilustriram s primeri iz tujine, recimo tudi iz nemških ali pa francoskih sodišč, tudi tam so v podobnih primerih, podobno zapletenih primerih, postopki znatno preko 1 leta, tako da to tudi za evropske razmere ni tako zelo dolg čas, čeprav bi si seveda vsi želeli, da bi bilo to zelo hitro. Na Balkanu ne znajo pa zadeve sprocesirati tudi v nekaj mesecih ali pa recimo v Združenih državah Amerike. Seveda tudi v več letih. Glejte, od primera do primera ni enoznačnega odgovora. V primeru recimo Facebook umora v Krškem, tukaj imamo dokaz na dlani. Je to mogoče tista točka, na kateri bo pa zadeva mogoče ekspresno hitra, ker pa se zdi tako enostavno? Glejte, gre za konkreten primer in kot sodnica vendarle ne smem prejudicirati odgovorov in s tem ne morem ponuditi odgovora. Pač potrebno bo, da vsak deležnik v postopku opravi svoje dejanje strokovno in v okviru pristojnosti, kot jih ima po zakonu. Lahko kot predsednica sodniškega društva komentirate o včerajšnjem imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča besede prvaka SDS-a Janeza Janše. Imenovali ste si predsednika, imejte ga, sodi naj vam in vašim imenovanje je nelegitimno. To lahko komentiram samo z enim stavkom, da je pač poslanec lahko komentira, pač vsak ima pravico do svojega mnenja in pri tem tudi ostajam. Hvala lepa.
Boljše, da se proti tja obrne, boljša slika je tja noter. Ker tule... Ok, mislim, ja kam pa ne grem? Ok, torej imamo par očitnih primerov, kjer se seveda javnost vedno sprašuje, kako ob evidentnih dokazih, tako rekoč na ekranu, kot v primeru krškega Facebook umora, ampak tudi drugi so potem, ta koroški dečki, pa ta jeseniška deklica ali pa Zorica Škrbič. Zakaj vseeno mora trajati leto, 2, 3 do epiloga? Ja, predvsem so to postopkovna pravila. Mislim, da je prav, da v normalni državi, da ljudi ne obsojamo medijsko oziroma takoj na ulici, ker si seveda lahko ustvarijo svoje mnenje na, ko pravite, nekaterih evidentnih slikah ali ne rečem tudi drugih informacij. Vendar pa je postopek koncipiran tako, da je najprej postopek sodne preiskave, potem šele glavna obravnava in potem možnosti seveda še tudi inštančne presoje odločitve sodišča prve stopnje, dokazni postopek, lahko se seveda vpletajo potem različni tudi izvedeniška mnenja in to določen čas pač terja. Da bi pa rekli, recimo, da ima nekako nesorazmerno obramba več streliva na voljo kot tožilstvo? Ne, postopek pač omogoča enaka sredstva, bodisi če govorimo o napadu ali obrambi. Seveda je pa potrebno sploh v kazenskih zadevah, ker so zelo občutljive, zadevo raziskati do konca. Dobro veste, da že samo dvom lahko povzroči, da je sodba oprostilna. In mislim, da je predvsem, da je prav, da se zadeve nekako tudi z vidika javnosti umirijo in da so ljudje deležni normalnega postopka, normalnega sojenja, ne pa tega, da se hitro zahteva linč. Ampak vseeno, občutek zadoščenosti v primeru, če zadeva traja tako dolgo, pa ni na strani javnosti. Ni, ampak jaz tudi mislim, da določeni postopki pri nas ne grejo tako dolgo. Jaz se spomnim, ne vem, primera že dolgo nazaj, trojnega umora na Gorjancih, ker je trajalo 1 leto od dogodka do pravnomočne sodbe. Potem je bil umor v Litiji, ki je bil ravno tako v roku znotraj 1 leta od dogodka do pravnomočne sodbe. Tako da ti, bom rekel, tako nekateri evidentni, kot jih omenujete primeri, ni nujno, da se tako vlečejo in je ta očitek, da se pri nas nekateri postopki vlečejo, je velikokrat tudi neutemeljen. Po tej analogiji bi recimo ta krški Facebook umor lahko tudi bil hitrejši. Ne bom naprej komentiral, ker je tudi krško sodišče pod pristojnostjo višjega sodišča in je ob takšnih, bom rekel, dogodkih realno pričakovati, da bo odločalo tudi naše sodišče in bi se lahko moja izjava interpretirala narobe, ampak kako bo postopalo, vem pa iz medijev, da je pač preiskovalni postopek se verjetno začenja oziroma mislim, da so bili privedeni pred preiskovalnega sodnika, tako da koliko obširen bo tukaj dokazni postopek je na osnovi medijskih poročil težko napovedati. Še jaz bi vas nekaj vprašala, Tjaša Dolje, pred dnevi je Ustavno sodišče objavilo eno odločitev, po kateri zdaj, koliko razumem, pravzaprav isti sodnik ne bo mogel odločati v primeru več soobtoženih za isto kaznivo dejanje o vseh. Prav danes se je recimo v sojenju za primer korupcije na tehničnih pregledih en od obtoženih je izločil sodnico zaradi tega, ker je že odločala za ostale soobtožene in je torej kompromitirana. A bo to otežilo delo sodišča? Odločanje o isti zadevi večkrat praviloma ni izločitveni razlog. Celo pravilo je recimo pri nas na višjem sodišču, če pride zadeva, o kateri recimo sem odločil jaz in je ponovno vrnjena na višje sodišče, bom ponovno jaz odločil. Natanko pa te vsebine, te odločbe trenutno ne poznam, mora biti pa tu nekaj drugega. Zgolj to, da sem že enkrat odločil, ni razlog. Celo pravilo je in na prvi stopni vrne se sodniku, ki je že odločil, razen če inštanca odloči, da se dodeli zadeva drugemu sodniku. To sem jaz zdaj razložil.
Pozdravljeni še enkrat, hvala za današnjo udeležbo. Poleg otvoritve sodnega leta, dogodka, ki je bil načrtovan že nekaj časa, na katerega ste bili povabljeni, so se zvezde poklopile, da smo včeraj v Državnem zboru dobili tudi izvolitev novega predsednika Vrhovnega sodišča, magistra Damjana Florjančiča, ki mu kar predajam besedo, da se lahko prej. Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Bomo izkoristili to priložnost, da izmenjamo naše poglede na vaša vprašanja, tako da imamo nekaj minut časa, ker potem nas čaka že drugi dogodek in bomo skušali vse iz moje strani biti čim bolj kratki in koncizni. Prosim, da bi bila tudi vaša vprašanja taka. Za kakšne daljše intervjuje pa bo čas kasneje. Prosim. Ja, če si kdo želi, da bi se postopki hitro in na pravičen način končali, smo gotovo v prvi vrsti sodniki sami. Tako kot si to v takih primerih želi in tudi zasluži javnost. Vendar imamo postopek, ki določa pravila, ki se jih moramo držati. Vkolikor pride v teh postopkih do možnosti izvajanja skrajšanih postopkov, se jih poslužujemo in mislim, da se jih je treba v čim večji meri posluževati tudi naprej, seveda v tistih normativnih okvirih, ki jih ti zakoni dajejo, da ne bi prišlo do kakršnihkoli kršitev procesnih pravic in da ne bi šlo to na račun ugotavljanja resnice v konkretni zadevi. Naša prizadevanja v tej smeri bodo šla seveda v tej smeri, da se zagotavlja usposobljenost in izobraženost sodnikov v poznavanju procesnih določil, v vseh tistih možnostih, ki bi omogočala učinkovitejše, hitrejše izvajanje postopkov. Kaj več konkretno ne moremo v zvezi s temi konkretnimi primeri, ki ste jih navedel, reči. Nasploh imam veliko zaupanje v naše sodstvo, v naš sodni sistem, v naše sodnike. Sicer tudi ne bi prevzel niti te vloge, ki jo imam danes. Vendar je treba vedeti, da je tudi usposobljenost in sposobnost konkretnega sodnika lahko odvisna od različnih okoliščin, od posameznika, od njegove poprejšnje karierne poti, od poznavanja, kot sem že prej izpostavil, zakonskih določb, torej izobraženosti v uporabljanju teh zakonskih določb na način, da se v situacijah, ko je možno uporabiti eno ali drugo zakonsko določbo, uporabi tisto, ki ti omogoča hitrejše zaključevanje zadev, ne pa da se zadeve po nepotrebnem tudi marsikdaj prelagajo, odlagajo, iščejo neke
nove poti, ki bi naj pripeljale do rešitve, ki jo ne more nihče drug ugotoviti, kot pa sodnik, ki vodi postopek oziroma senat, ki vodi postopek. Ja, seveda, mislim, da je včasih v očeh javnosti upravičen ta kritičen pomislek, da smo preveč v nekem odmaknjenem svetu tega sodnega sistema in je ta sodni sistem in njegovo funkcioniranje, njegovo omejeno, zamejeno v normativni okvir delovanje morda premalo poznano ljudem, da bi znali razumeti pravzaprav, kaj je vloga sodstva in kaj se lahko od njega pričakuje. Ne moramo pričakovati nekih nerealnih stvari in nekih postopkov, ki jih po zakoniti poti ni mogoče voditi. Tako da v tej smeri je tudi že bilo izpostavljeno tudi v predhodnem referatu našega gospoda magistra Vrabca, ki je govoril o teh projektih, ki potekajo na Vrhovnem sodišču o izboljšanju kakovosti sojenja, kakovosti sodnih postopkov. In v ta okvir spada pravzaprav tudi to, da se najde prijaznejši dostop do ljudi, ki imajo opravka s sodiščem. Bodi si že na ta način, da se jim daje ustrezne informacije o tem, kakšne so možnosti dostopa do sodišča, kakšne so postopkovne nadaljne poti, kako naj se orientirajo, kje naj iščejo pomoč, naprimer tudi za brezplačno pravno pomoč in tako dalje. Tako da so tukaj v naši perspektivi vidni kar precejšnji premiki, upam, da bomo jih uspeli doseči. Glede konkretnih zadev, kako odločajo v konkretnih zadevah glede zmožnosti plačevanja stroškov, je pa to seveda vedno odločitev sodnika senata, ki vodi postopek na prvi stopnji, ker tam se ugotavlja dejansko stanje, tam se ugotavlja tudi premoženjsko stanje in stranke, tudi državni tožilci, imajo možnost dajati ustrezne predloge tudi v takih smereh. Ker navsezadnje je lahko tudi od premoženjskega stanja storilca kaznivega dejanja odvisna kazen oziroma kazenska sankcija, ki mu bo bila izrečena, zlasti, če govorimo o denarnih kaznih. Sam če dopolnitev tega. Ravno zaradi tega se mi zdi, da sodišče ne ugotovi popolnega stanja s tem, ko ne gre preveriti, kakšno premoženjsko stanje je človeka na besedo. Če sem jaz obtožena in rečem pred sodiščem, da imam 500 evrov mesečnega prihodka, verjamem, da si mislim, da bi bilo logično, da bi sodišče meni verjamem na besedo, ker razume, da bom rekla, če ne. Ja, seveda so to konkretni primeri v konkretnih postopkih, kjer je odvisno od sodnika, ki vodi postopek, kako se bo odzval v tem... Tožilci ugotavljajo, da je to konstantna praksa. Če tožilstvo reče kandidat za... Potem bi predlagal, da jo tožilci skušajo spremeniti. Torej, tožilc lahko sam da drugačen predlog. Tanja Gobec je pred tem, potem ste pa vi. Ja, Tanja Gobec je za mene. Predsednik, komentar bi želela včerajšnjega vašega imenovanja. Del politike oziroma ena politična stranka ga je imenovala, to imenovanje, kot najbolje skorumpirano, sicer pa da ga ne priznavamo. Daj komentar tega in širše vaš pogled na vpliv politike, konkretne parlamenta na volitve, vrhovnih sodnikov oziroma postavljanje na najvišji položaj. Pa
Ja, mislim, da je tukaj kar nekaj negotovosti glede zagotavljanja javnosti v sodnih dvoranah. Nekaj te negotovosti se je odpravilo že z ustreznim tolmačenjem Ministrstva za pravosodje, vendar tudi tako tolmačenje očitno ni razrešilo vseh problemov in vprašanj v tej zvezi, tako da se bo to izkristaliziralo še v bodoče in tudi danes imamo še v nadaljevanju sestanek s predsedniki sodišč, kjer se bo obravnavalo tudi to vprašanje. Glede komentiranja dogajanja v Državnem zboru ne morem izraziti drugega kot zadovoljstvo, da me je tako velika večina poslancev podprla oziroma glasovala za moje imenovanje. Vsak poslanec pa ima seveda možnost in priložnost, da pove svoje pomisleke in razmisleke. Ampak ti očitki o sodelovanju v nekem senatu, ki o neki konkretni zadevi odločil, niso bili včeraj novi, ne? So se pojavljali tudi pri prejšnjem predsedniku Vrhovnega, še prejšnjem, nek očitek pri kandidatu, da je sodeloval v nekem senatu. Mogoče je vaše stališče do določenih mnenj v senatu, da je potem znano, kdo je kako glasoval. Ja, sodelovanje v senatu je pač zadeva, ki jo predpisuje zakon, procesni zakon in sodni red, in sodnik je obvezan, da sodeluje v senatu, v tistem, v katerem mora sodelovati na podlagi vrstnega reda, kot se določajo sestave senatov, razen če ne pride do takega slučaja, da ravno takrat, ko je neka zadeva na vrsti, nek sodnik zboli, ravno na tisti dan in potem pač se pogleda, kateri drugi sodnik je na vrsti in se potem po vrsti imenuje v senat tistega, ki je na vrsti. Ni tukaj nobene izbire tistega, ki odloča o tem, kdo bo senat sestavljal, da bi določal po svoji osebni preferenci ali priljubljenosti ali ne vem po kakih kriterijih svojega kandidata za člana senata. Sicer pa je moje stališče glede ločenih mnenj zelo pozitivno. Mislim, da se bo na ta način izkristaliziralo tudi več različnih pogledov na različna pravna vprašanja in to je lahko samo prispevek k nadaljnjemu razvoju sodne prakse. No, seveda sem to razumel kot njihovo prizadetost zaradi odločitve Vrhovnega sodišča in drugih rednih sodišč v zadevi Patria, vendar to je pač njihova ocena tega postopka in v parlamentu imajo možnost, da izražajo to svoje stališče. Jaz pa upam, da bodo vendarle prepoznali, da je vloga sodnikov taka, da pač morajo soditi po zakonu in po svoji vesti, spoštovati človekove pravice, ker je to pravzaprav srž še posebej kazenskih postopkov, vendar ne moremo pripisovati kršitev postopka ali ugotavljanja recimo Ustavnega sodišča, da je bilo v nekem postopku karkoli narobe oziroma da so bile kršene človekove pravice na ta način in da je potem ta sodnik naklepno kršil človekove pravice, še posebej pa glede na to, da so senatna sojenja na Vrhovnem sodišču tajna in se lahko tudi na ta način pravzaprav povzroči krivico konkretnemu sodniku, če se vnaprej in ne da bi bilo to znano v javnosti, pripisuje odločitev, ki ni nujno, da je taka, kot jo razumejo v javnosti. Zanima me, kako ste naklonjeni napovedanju ustanovitve specializiranih sodišč?
pa če mislite, da je mogoče potreba potem, da se kakšen oddelek v kakšnem področnem kraju, kakšen oddelek ali pa celo sodišče, ki reorganizacijo sodišča? Ja, reorganizacija mreže sodišč je ena zelo pomembnih nalog, ki se jo bo treba lotiti v prihodnje, ker ta reorganizacija ni optimalna za ta trenutek. Bila je delana v drugem času in na nek način je bila podedovana v današnji čas. Vendar je treba tukaj skrbno pretehtati odločitve, videti, kateri kriteriji naj bodo tisti vodilni, da se bo do takih odločitev prišlo, ali je potrebno kakšno sodišče ukiniti, ali je potrebno združevati, ali je potrebno na kakšne druge načine reševati ta problem reorganizacije mreže sodišč. Drugo vprašanje je pa v zvezi s specializiranimi sodišči, pri katerih ugotavljamo določene težave, postopki ne potekajo tako učinkovito, kot bi pričakovali, in tudi tukaj bo treba detaljno pregledati rezultate, vodenje postopkov, obremenitve sodnikov, ki odločajo o teh zadevah, in na podlagi tega sprejeti ustrezne odločitve, kako naprej. Zakaj postopki ne potekajo optimalno? Je to kriv za mogoče slabe izobrazbe sodnikov ali? Mislim, da ni krivda v preslabi izobrazbi sodnikov, zato ker so praviloma v te specializirana sodišča dodeljeni tisti sodniki, ki so najbolj usposobljeni z največ izkušnjami pri vodenju takih postopkov, vendar se morda premalo v teh postopkih koncentrirajo in imajo premalo možnosti v zvezi z organizacijo dela teh sodišč, da bi delali zgolj na teh zadevah in ne bili obremenjeni še z drugimi zadevami. Vendar tudi to je, kot sem že omenil, eno vprašanje, ki ga je treba malo bolj podrobno pregledati, obdelati in predlagati ustrezne rešitve. Prav ni še enega časovnega roka, da lahko počepali bi specializirane imamo že, tako da to je v bistvu vprašanje za ministrstvo, ki je lahko predlagatelj. Verjamem, da bomo, če bo do takih sodišč prišlo, tukaj sodelovali z roko v roki z Ministrstvom za pravosodje. Eno bistvenih vprašanj se mi zdi intenzivno, trajno izobraževanje sodnikov. Predvsem v pripravi na sodniško funkcijo, potem v času, ko nov sodnik nastopi delo, in potem pa konstantno, trajno, intenzivno izobraževanje. V tem smislu mislim tudi intenzivirati naše sodelovanje s Centrom za izobraževanje v pravosodju, ki je sicer v sklopu Ministrstva za pravosodje. Poleg tega pa je potrebno več raznih, bom rekel, strokovnih srečanj znotraj Vrhovnega sodišča in na nižjih ravneh, kjer se prenašajo znanja, pravna stališča, načelna pravna mnenja, tako da je ta strokovna diskusija živa v teh sredinah in da deluje ta izmenjava med različnimi nivoji in znotraj Vrhovnega sodišča. Mislim, da je bilo tega premalo v preteklih letih. Ta podoba sodstva v javnosti, dobršen del javnosti sodstvu ne zaupa. Zdaj pa še ti očitki o nelegitimnem imenovanju predsednika, o koruptivnem imenovanju, o katerem ste že govorili. Skratka, del javnosti sodstvu konstantno ne zaupa. Sodstvu se pa vsake toliko časa zgodi kakšna zadeva, kot so, ne vem, prijatelji v stečaju, kakšna zastava
komentara na zadeva ali kaj takšnega. Kako si sodstvo lahko utrdi zaupanje v javnosti? Ja, ne more si drugače utrditi kot s svojim delom, ampak del javnosti bo gotovo vedno bil nezadovoljen z našimi odločitvami, ker je to srž našega dela, ker vedno odločamo v korist ene stranke ali odločamo, da je določen obdolženec storil kaznivo dejanje, kar gotovo ni njemu v veselje ali pa tisti stranki v civilnem postopku, ki je pravdo izgubila. Tako da v tem smislu tukaj ne vidim problem, bolj je problem ta, da pridejo ta stališča do izraza v postopku imenovanj konkretnih sodnikov na ta način, da pravzaprav se politično oblast uporablja za to, da se obračunava z stališči sodišč in sodnikov, ki so jih sprejeli v sodnih postopkih. Zaradi tega se mi zdijo zelo pomembna prizadevanja, da bi se imenovanje, volitve sodnikov umaknilo iz Državnega zbora, vendar dvomim, da bi bilo to v doglednem času uresničljivo. So ti politični napadi ali pa prizadevanja za diskreditacijo sodnikov pa sodstva vedno neupravičeni, ali sodstvo zna pomesti pred svojim pravom izločiti tiste sodnike, ki pa vendarle niso vredni svoje funkcije ali ne sodijo vedno v skladu z zakonom? Niso ti napadi vedno neupravičeni, nikakor ne. Sej sodniki vendarle smo ljudje in delamo tudi napake pri svojem delu in je prav in pošteno, da nas kritizirajo, kadar delamo napake. Vendar to mora imeti podlago, tako da se lahko na teh utemeljitvah tudi mi orientiramo na podlagi takih kritik v našem prihodnjem bodočem delovanju. Še nekaj ste vprašali? Sodstvo zna izločiti tiste? Aha, ja, sodstvo zna izločiti. Sem vodil 2 mandata disciplinsko sodišče prve stopnje na Vrhovnem sodišču, kjer obravnavamo disciplinske prestopke sodnikov in smo imeli številne sodnike v postopkih, nekateri so tudi izgubili sodniško funkcijo zaradi ugotovljenih disciplinskih kršitev in mislim, da tukaj ne sme biti sploh nobene tolerance do tistih sodnikov, ki se izkažejo kot taki, kršijo svoje sodniške obveznosti ali enostavno ne razumejo vloge, ki naj bi jo odigrali kot sodniki v sodniški togi. Še za eno vprašanje imamo čas. Hvala lepa. Najverjetneje boste največkrat v mandatu vprašali, kako to, da na polju bančne kriminalitete ni obsojenih ali pa ni več obsojenih, za zdaj pač ni obsojenih. Gospod Frančič, kakšno je vaše videnje zdaj na začetku mandata? Kot sodnik seveda poznate, kje so lahko zagate. Zadnjič je tožilec Kozina v enem naših oddaj rekel, da pravzaprav nič, kar tožilstvo ponudi sodišču, ne zadošča za obsodbo, predvsem v polju dokazovanja naklepa tej bančni kriminaliteti. Vaš pogled na to dilemo? Pred časom, mislim, da je bilo 1 leto približno nazaj, je bil seminar o bančni kriminaliteti, kjer smo slišali podobne pomisleke, vendar kako, da se v tej bančni kriminaliteti ne znajdejo tisti, ki so kot, da rečem tako, bankirji zlorabili svoj položaj. Temu se je čutil tudi nemški sodnik, ki je sodeloval na tem seminarju in je bilo treba pojasniti, da je naša dikcija tega člena taka, da zahteva direkten naklep in ta direkten naklep je težava pri dokazovanju, ker pri teh poslovnih odločitvah je lahko vrsta okoliščin, ki vplivajo na tako odločitev, ki jo je sprejel nek posameznik in je te okoliščine težko opredeliti na ta način, da bi se direktni naklep dokazoval. Spremembe kazenskega zakonika
v tej smeri gredo, da bi se tukaj zadovoljili z eventualnim naklepom, kar je v smislu dokazovanja teh kaznivih dejanj precej lažja naloga potem. In v Nemčiji, na primer, je to vrstno kaznivo dejanje možno storiti z eventualnim naklepom, kar je nižja oblika krivde. Zahvaljujem za pozornost. Žal imamo naprej sestanek s predsedniki sodišč, tako da zaključujemo. Pred vami je najtežja naloga, kako umestiti izjave drugih in nas v en realen okvir, kontekst realnosti. In upam, da boste svoje delo upravljali tako dobro, kot želite tudi novi ekipi, da ga upravljajo na naši strani. Hvala. Hvala.